Cool. Okay. Dober dan. Živijo. Od srede do srede. Tretji teden epidemije. Tretji, ja. Jaz mislim, da bova danes se lotila včerajšnje poslanice predsednika vlade, v kateri je med drugim nakazal, da Evropska unija razpada. Hkrati je pa poslal v obtok še nekaj signalov, ki so pa nekoliko enigmatični, pa vendarle pomenljivi. Dajva za začetek o tem, pravzaprav, a je Evropska unija dejansko pred razpadom zaradi tega, ker je v situaciji, ko solidarnost umanjka. Jaz mislim, da Evropska unija ni nič bolj pred razpadom, kot je ves čas že bila, oziroma da ni nič bolj potrebna, oziroma mogoče celo majhen bolj potrebna, kot je prej bila. Ne? Preprosto zaradi tega, ker se pravi, kritika je pravilna, da ni reagirala, se pravi, v tem je premier pravilno povedal, da ni reagirala pravočasno in zadostno, ko se je virus začel bohotiti po Italiji, ne, s svojo pomočjo. Se pravi, teh spodrsov Evropske unije lahko našteješ kolikorkoli hočeš. Zelo težko pa rečeš, da zaradi tega razpada, oziroma da bo razpadala in predvsem tisto, kar je bilo v govoru nakazano prav eksplicitno, je, da bo ali pa bi razpadla, ali pa je na točki, da razpada, zato ker ni izdala obveznic, koronavirus obveznic. Ne. To so ti simptomatični momenti, ki kažejo pač na najno standardno dilemo, ne, ki terja čuječnost, in to je, ali so ukrepi naše vlade oziroma oblasti ustrezni in primerni v zadevi koronavirus ali ne. Ne. Vsi se lahko strinjamo, da so ustrezni v posledicah, pač, to se pravi, v omejevanju tega koronavirusa, tisto, kar se pa bojimo, so pa vzporedni nameni. Ne. Ja, mislim, te skrite agende, ne, ki se lahko lepijo na korona krizo, so seveda ena od taktik in strategij zvijačnih vladarjev. Ne. Mislim, to lahko spremljamo leta in desetletja, da se obdobje kriz izrabi za kakšne sekundarne agende. Tisto, kar je bilo meni pomenljivo, ne, je, da se je v teh dneh, ko se postavlja pod vprašaj, kaj bo z Evropsko unijo, opaža pumpanje ideje in tako imenovane iniciative treh morij. Iniciativa treh morij je neka taka hecna pobuda pravzaprav Trumpove administracije, da bi se države, ki ležijo ob bregovih Baltika, Jadrana in Črnega morja, malo bolj povezale, ne? In bi potem dobili en tak strateški blok, ki bi pravzaprav bil lahko nekakšna posebnost znotraj Evropske unije ali pa morda celo neka strateška alternativa Evropski uniji. Ampak to, ne, če bi Slovenija se zapeljala v ta blok treh morij, se pravi Baltika, Črnega morja in Jadrana, bi nas pravzaprav odnesli zelo stran od zahodne Evrope. Ja, tisto, kar se mi zdi, da stalno opažamo, a ne, je ta nevarnost, recimo kritika Svetovne zdravstvene organizacije. Kaj ni Evropska unija naredila, kar Svetovna zdravstvena organizacija ni naredila? Predsednik Janša je to celo usporedil z kriminalom. Ne? In podobne zadevščine zelo močno spominja na besednjak, ki ga uporablja ta trenutek Donald Trump, ki pa ni predmet ali pa tarča kritike našega premierja. Ne? Ampak on isto govori, vse so krivi pač nekako drugi. Dobro, ne trdim, da naš premier zdaj to govori. On ima zdaj neko zmerno govorico. Se pravi, tisto, kar midva zdaj zasledujeva, je nevarnost, ki je videti na obrobjih te govorice, ne v direktni govorici, čeprav direktna govorica je simptomatična. Recimo, ta teden se je že zgodilo tisto,
v zvezi z napadi na tako imenovano stroko, ne je bilo rečeno. Tako imenovana stroka ni nobena tako imenovana stroka, ampak je stroka, ne. In če je ona povedala, jo je za poslušati. To se pravi, stroka je v zadevah koronavirusa pač nad oblastjo. Oblast je v tem smislu to, kar sicer tudi po ustavi je, in to je izvršna zadeva, ne. In potem ti prikriti spopadi, ne, ko pripeljejo iz Kopra pač enega strokovnjaka, ki potem demantira 25 epidemiologov, ne, ki imajo pač nek renome, je pač neka simptomatično ravnanje, ne. In tukaj isto, recimo, ko se v bistvu relativno uspešna zgodba zajezevanja koronavirusa, ne, začne primerjati za evropsko politiko na primeri finančne prerazdelitve, v tem smislu, da je majava šepava in da je treba oblikovati neko novo alternativo, ki slučajno sovpada z idejo o korona obveznicah, kot praviš, v neki navezavi z nekimi državami, ki kažejo na neke druge ideje in predloge, potem postanemo spet čuječni in pozorni. Skratka, stalno nas držijo v kondiciji, da moramo paziti na to, kaj poskušajo, očitno pa je, da ves čas nekaj poskušajo, ne. Janez, Slovenija ni med državami, ki bi se pridružila pobudi, ki pravi, da je tudi v času epidemije, pandemije, z posebnih ukrepov vladavina prava pravzaprav centralna točka Evropske unije, ne. Tej pobudi, ki je oblikovalo lepo število držav Evropske unije, se Slovenija ne pridružuje, češ, da zdaj ni čas za politične delitve. Beremo podtone, ne. Pobuda, ki govori o vladavini prava, cilja na Budimpešto, na Orbana, Slovenija se tej pobudi ne pridružuje. Kaj v tem razbiraš? Točno to, o čemer govoriva, ne. To je, se pravi, itak, no, saj teza, ki jo zasledujemo, ali pa tudi midva v teh debatah zasledujeva ves čas, itak je, ne delajmo se iluzije. Samo vprašanje časa je, kdaj bo v bistvu ta oblast pokazala svoje barve, ki jih sicer nikoli ni skrivala, ne. Ta koincidenca z koronavirusom je več kot prikladna za upeljavo izrednih razmer. Izredne razmere pa so naravno stanje te in tovrstne oblasti. Se pravi, tisto, kar nas zdaj lahko zelo, zelo skrbi, je to, ne, da je v genezi postajanja slovenske pač samostojne države že stara partija vedela, ne, da se je treba pač nasloniti na Zahod, na Nemčijo in pa na zahodne države, medtem ko se nova partija, ki je v bistvu edina pravilna kontinuiteta še starejše partije od stare partije, pravzaprav, ne, v bistvu že poskuša preobraziti v srednjeevropsko pobudo, tako rekoč ene sorte Varšavski pakt, ne, ki pa je v bistvu prebarvan na ta način, da simpatizira z Trumpom, ne. Medtem ko Trump ne simpatizira z nikomer več, zaradi tega, ker je trenutno bojno polje, ki ga je izvažal v celoten svet, se je preselil pravzaprav na njegovo ozemlje, ne. Se pravi, mi smo zdaj postavljeni spet v vlogo nekih čuvarjev tega, da nam poleg koronavirusa ne bo se zgodil že nekaj bolj elementarnega, bolj primarnega, bolj primitivnega, kot je koronavirus sam, ne. To pa je? To pa je popolna izguba demokracije in pa orientacije v prostoru, ne, političnem, demokratičnem in družbenem prostoru. Če dovoliš, bi ti čestitev. Na današnji dan obhajamo 30 let, odkar smo šli prvič voliti na večstrankarske volitve, ne, in pa to je vendarle neka kar pomembna obletnica, ne. Ampak pejva naprej, ne. Tisto, kar je meni pomenljivo, je, da na obrobju te oblasti, na obrobju, ki pa se jo da dosti natančno rekonstruirati prek družabnih omrežij, prihaja zadnje dneve do noro besnih napadov na Aleksandra Čeferina, predsednika Evropske nogometne zveze, ne, češ da je še kako odgovoren za to, da ni preprečil epidemije v Italiji, ko je v Milanu nogometni klub Atalanta igral proti Valenciji. Ta nogometna tekma se je odvijala
sredi februarja in dejansko med epidemiologi velja za točko, ki je epidemijo odnesla v pokrajino Bergamo, ne. Zanimivo mi je, da so se ti besne reakcije na Čeferina pojavile v trenutku, ko je predsednik Evropske nogometne zveze v pogovoru za častnik Ekipa izrazil malo pomisleke glede tega, glede prehajanja občinskih mej, ne. A je ta ukrep prestrog ali je z nekih stališč smiseln. Hkrati je pa namignil, oziroma hkrati pa ni povsem jasno odgovoril, da ga politična kariera ne zanima, ne? Politična kariera v smislu slovenske politike, ne? In je tako, se vsul plaz nanga, češ da je kriv, odgovoren za Bergamo. Ja, saj to je pa natanko to, ne, kar si nakazal. Naša oblast ima eno dobro lastnost, ki je slaba hkrati, in sicer, če hočeš vedeti, kaj misli, ne, sledi diskvalifikaciji. In če hočeš vedeti, kakšni so njeni nameni in strahovi, sledi diskvalifikaciji. In če hočeš vedeti, kaj vlada misli, sledi njenemu vodji, in vodja se ve, kdo je, in to je Janša. Skratka, te mrežne diskvalifikacije, recimo eno takih tragičnih epilogov smo prejšnji teden dobili v osebi gospoda Lavreta, ne, s tistimi čudnimi izjavami, ki so v bistvu na koncu posledica nekega, ne vem, jaz sem to predvidel, možnost nekega stokholmskega sindroma, kajti sam je bil tarča hudih in besnih napadov točno iz te strani. In recimo, če bi zdaj na primeru Čeferin, kot ga omenjaš, ekstrapolirali pač to metodo in pa te nevarnosti, potem bi že lahko naredili javnomnenjsko anketo, kdo bi zmagal prepričljivo na naslednjih volitvah, recimo, ki ne bi bil Marjan Šarec, ne. Se pravi, če obstajajo take fobije in strahovi že na zalogo, ne, in diskvalifikacijo, v čem bi lahko bil nekdo, ta pretiranost v diskvalifikaciji, v čem bi bil lahko on recimo kriv za ukrepe nekih klubov, drugače kot tako, da bi ukinil celotno ligo ali kakorkoli že, ne. Ukinil nogometni šport na zalogo, ne, ker bi mu cel svet zameril, ne, v času, ko še ni bilo nič jasno, ne. Ja. Je pa, mislim tako, a veš, če smo pri tej nogometni tekmi v Milanu, ne, se je treba spomniti pa morda prelomnega ukrepa v Sloveniji, ne, in to je ukrep odpovedi koncerta opernega pevca Bočelija v ljubljanskih Stožicah, ki se je zgodil 7. marca, ko, ne, situacija pri nas še ni bila skrajno kritična, bi pa na to prireditev prišlo zagotovo nekaj 100 obiskovalcev sosednje Italije, ki bi lahko, ne, prinesli seboj veliko število, kar bi seboj prineslo lahko veliko število ljudi, ki so latentno že bili bolni in bi se prek tega koncerta lahko virus eksplozivno razširil v Slovenijo. Se pravi, dejstvo, da je bil ta koncert odpovedan, je eden od razlogov, da imamo v tem trenutku epidemiološko situacijo v Sloveniji, reči, relativno ugodno oziroma situacija ni katastrofalna, ne. Ja, pri čemer se z nekaj, bom rekel, ironičnih odtenkov spominjamo, ne, Borisa Johnsona, ki je ta trenutek na ventilatorju, na respiratornih napravah, ne, bil pa eden tistih, ki je dobesedno zaničeval pomen tega virusa, ne. Se pravi, Lej, vsem človeku želiva čim hitrejše okrevanje, čeprav se z njim ne strinjava, ne. absolutno. Ampak okrevanje želimo tudi vsem drugim, ne. Res je to, zdaj domnevam, da si ti ciljev
za tem, kar si povedal o Stožicah, v pravilnost odločitve stroke, ker takrat vlada še ni nič ukrepala. Ne? Seveda, šlo je za odločitev stroke, ki pa je bila, po mojem spominu, podprta s stališčem tudi tedanjega ministra za zdravje, ne, in je ta prireditev pač bila odpovedana prav zato, da ne bi prišlo še v Sloveniji do katastrofe, čeprav se je takrat zdelo, da je Slovenija nek tak otoček varnosti. Ne. Jaz sem včeraj slišal spet obtožbe iz strani premijeja na račun prejšnjega premijeja in pa ministra za zdravje. Istočasno sem pa na CNN-u gledal obtožbe Donalda Trumpa na račun WHO-ja in pa na račun tistih inšpektorjev, ki si jih je postavil Barack Obama, ne? In niso naredili nič, ne? Oziroma niso dajali pravih podatkov. Ne? To je nekaj, kar je ta trenutek, se mi zdi, neka zavržna metoda, se pravi politizacija, uporaba politike v zadevah, ki bi vendar morale biti strokovne in pri Johnsonu in pri Trumpu in ne nazadnje tudi pri naši oblasti, kolikor bo virus uporabljala seveda za ideološke ali pa politično-taktične namene. Ok, Janez, hvala za tokrat, se vidimo naslednjo sredo, srečno. Srečno.